Hvala, Maruša tukaj. S temle videom začenjam 13-delno serijo videov na temo sodobnega e-podjetništva. To se pravi e-podjetništva, ki se odvija prek spleta oziroma s pomočjo sodobnih orodij pa sodobnih tehnologij. Tako da v temle uvodnem videu se dotaknem vprašanja, kako vse, kar moraš kot e-podjetnik znati, vedeti, postaviti, upravljati, skratka, kako vse skupaj spraviti v en lep sistem z repom pa glavo. Ker verjamem, da če me spremljaš že nekaj časa, si najbrž prišel do spoznanja, da je pač sodobno e-podjetništvo hkrati, da je super, ne, pa kul, ampak da je pa hkrati treba biti dober na svojem področju. To vsekakor verjamem pač, da si dober strokovnjak na svojem področju. Potem treba pa zraven še, ne vem, ene tehnične zadeve, pa potem se je treba iti še biznis, pa tako naprej. Skratka, ker objave, ki jih vsakodnevno objavljam na družabnih omrežjih, so seveda pa samo drobci, recimo tako naključno nametani drobci z vseh področij e-podjetništva in pa e-biznisa. Tako da verjamem, da to zna povzročiti zmedo, pa da se tako potem na trenutek zazdi, da je vse skupaj en kaos, pa da je ogromno enih stvari, ki jih je treba znati, pa tako naprej, ne. Kar pa ne pomeni, da je zadaj za tem ne stoji v bistvu en sistem, ki ima, tako kot sem rekla, nek smisel, celoto, rep pa glavo, ne. Tako da, če si nov na tem področju, nič bati, to ni nobena znanstvena fantastika, nič ni tudi narobe s tabo, pa ne s sodobnim e-podjetništvom, če se ti zdi, da je vse skupaj pač neka, bom rekla, še kaotična zadeva, gre samo za to, da ti verjetno manjka ena velika slika oziroma big picture. Tako da, če si pa že nekaj časa v tem, si pa najbrž določene stvari oziroma določene drobce že tako ali tako vpeljal, mogoče imaš celo kak svoj sistem, imaš mogoče kak svoj voden program, kak avtomatizirane tečaje in tako naprej. Skratka, imaš mogoče en tak svoj sistem in ti v bistvu pravzaprav moj sistem oziroma ti moji pristopi lahko pokažejo pravzaprav mogoče en bolj tak sistematiziran način, kako se lahko določene zadeve še bolj posistematizirajo, kako se lahko posimplirajo in tako naprej. Tako da, kar začnemo najprej s 6 izzivi, ki jih sodobno e-podjetništvo prinaša. Ok, dajmo najprej, preden sploh gremo na izzive tega našega e-podjetnika, najprej pogledati, kdo sploh ta naš e-podjetnik je. Zdaj, tale začetek besede edo, ne, to v bistvu označuje nekoga, ki prodaja know-how, torej svoje znanje, ki s svojim znanjem služi. Zdaj, modaliteta oziroma način, s katerim to dela, je pravzaprav čisto vseeno. Ali so to neka izobraževanja v smislu delavnic, ali so to, ne vem, coachingi, mentorstvo ali karkoli, ne. Zdaj, druga stvar, preden nadaljujemo z besedo podjetnik, je tudi to, da v bistvu pravzaprav ta oseba je lahko nek samostojni izvajalec, ki dela recimo tako samostojno kot samostojni podjetnik, kot ne vem, nek mali podjetnik v okviru zavoda, skratka spet, pravno-formalna oblika spet ni važna, gre za to, da je to lahko oseba, ki je samostojna, lahko je pa konec koncev to tudi nekdo, ki dela v neki večji organizaciji, recimo to so lahko, kaj pa jaz vem, recimo primer bi bil, ne vem, da je neko računovodstvo, ki hkrati pač svoje stranke tudi izobražuje, ne. To se pravi, ta podjetnik je lahko en delček iz tele pisarne ali pa v končni fazi nekdo, ki živi, mislim, pač ki je samostojni. Bistveno pri tem podjetniku je poudarek na besedi podjetnik, okej. Podjetnik naznačuje namreč to, da on nastopa na trgu in s svojim know-howom, svoj know-how, to pravi svoje znanje, prodaja, ne. Zdaj, prodaja ga lahko posredno v smislu, da je to za, bom rekla, za nek marketing, ne, to se pravi, za promocijo, lahko je pa pravzaprav čisto neposredno, to se pravi, da dejansko s svojim znanjem služi denar oziroma da te delavnice ali karkoli že prodaja. Skratka, ok, to je ta naš podjetnik. Zdaj pa, kaj so izzivi tega našega podjetnika? Tale naš podjetnik, evo ga bomo spet takole zrisali, pa mu bom dala evrčke. Ta naš podjetnik pravzaprav nastopa v 3 vlogah. Prva vloga, ki je pravzaprav to, da je on vsebinec. Skratka, on je strokovnjak, on je nekdo, ki ima
znanje, ne. Zdaj, kako je to znanje pridobil, recimo, to je lahko pravno, lahko ga je dobil formalno, pač skozi nekaj izobraževanja, lahko ga je pridobil skozi prakso ali kakorkoli, pač to niti ni pomembno. To se pravi, tukaj smo rekli, on nastopa kot vsebinec oziroma nekdo, ki je učitelj, nekdo, ki ima neko znanje. Druga vloga, na katero pomislimo, je potem, pač ta vloga je tako, ta je jasna, ne. Zdaj pa druga vloga, na katero pa pomislimo takoj, ko gremo v okvir tega spletnega izobraževanja, je pa seveda, da mora biti nekdo, ki ima neko tehnično znanje. Skratka, lahko mu rečemo tehnik, lahko mu rečemo, takole bom en monitorček narisala, lahko mu rečemo administrator, lahko nek tehnik, računalničar ali kakorkoli, ne. Zdaj pa tretja naloga oziroma tretja vloga, ki smo pa še rekli, da jo pa ima, je pa ravno izhaja iz tega, ker pač ta svoj know-how prodaja na trgu, je pa pravzaprav, bom rekla, biznis vloga, ne. To se pravi, v tretji vlogi nastopa kot, bom rekla, nek biznismen oziroma podjetnik, ali nek menedžer oziroma nek upravitelj. Zdaj poglejmo za vsako od teh treh stvari, torej tole bomo prvo obdelali, drugo in tretjo, za vsako od teh stvari poglejmo, katere dva sta tipična izziva, ki se pojavita na tem specifičnem področju. Zdaj pa si poglejmo najprej tega našega edu-podjetnika v vlogi vsebinca. To se pravi, rekli smo, vsebinec je nekdo, ki ima neko strokovno znanje, ki ga je pridobil pač na tak ali drugačen način. Lahko je to nekdo, ki je še vedno zaposlen, pa deli svoje znanje, ki ga je pridobil recimo skozi delo, lahko je to nekdo, ki je pa samozaposlen in mu je to recimo, ne vem, biznis, poleg rednega biznisa ali pa samostojen biznis. Skratka, ta naš vsebinec je v prvi vlogi učitelj, to se pravi, oziroma vsebinec ali učitelj. In zdaj, kakšen je izziv, ki se pojavi, ko gre v online okolje? Prvi izziv, ki ga mnogi imajo, je, kako sploh svojo vsebino prezentirati, ko pa smo online, ne. To se pravi, kako bom pa jaz zdaj lahko to prezentiral, kako bom pa jaz lahko to predaval svojim udeležencem, če sem online, ne. Zdaj, v večini primerov, ne, pač najbolj logična zadeva je velikokrat to, da pravzaprav želimo posnemati to, kar smo navajeni s terena. To se pravi, če smo na terenu predavali, kot, bom rekla, predavali direktno pred publiko, da želimo to enako, na enak način narediti v online okolju. Žal določene stvari v online okolju ne delujejo enako, pač ker pač potem učni učinek ni enak ali pa se ne da na enak način narediti ali pa potem to 10-krat bolj tehnično zahtevno. Tako da to bomo si pogledali v nadaljevanju v naslednjih 12 videih, kjer razložim v bistvu tudi potem te veščine, prezentiranja in tako naprej, ne. Skratka, to je tisti prvi izziv, ki ga imamo kot, bom rekla, vsebinci. Drugi izziv, ki se nam pojavi, je pa, kako pravzaprav to narediti, kako ta, bom rekla, jaz mu rečem učni načrt oziroma pač v izobraževanju je to učni načrt, kako celotno vsebino zasnovati, ne, da bo res pripeljala našega udeleženca do konkretnega cilja. To se pravi, naš, bom rekla, poanta vsakega izobraževanja je to, da imamo udeleženca, ki ga pripeljemo na določenega specifičnega cilja oziroma specifičnega rezultata, ne. Ljudje ne hodijo na izobraževanje zato, da bojo dobili informacije, ampak zato, da bojo nekaj dosegli, da bojo dosegli neki rezultat. Velikokrat dam primerjavo s športom, v telovadnico tudi ne gremo samo zato, da bomo, poznali trenažerje, pa da bomo vedeli, kako postati fit, ampak da bomo dejansko postali fit, ne. Tako da podobno je tudi pri izobraževanju oziroma sploh pri spletnem izobraževanju je ta akcija še toliko bolj pomembna in tukaj je zdaj pač tisti izziv, kako to kako to načrtovati, da to dosežemo, predvsem zato, ker smo v spletnem okolju, ne. Kako bomo to naredili čim bolj praktično, no, mislim, da imamo več kot 5 prstov, čim bolj hands on, ne, da bojo te zadeve resnično, bile prenosljive v prakso, da bojo morda takoj prenosljive v prakso in tako naprej, skratka, da bojo praktične. Okej, to se pravi, to sta prva dva izziva. Bomo takole dali. To je bil naš vsebinec oziroma učitelj. Zdaj, ko gremo na drugo vlogo, to se pravi, druga vloga smo pa rekli, je pa to, recimo, je pa računalničar, ne. Zdaj mnogi pomislijo na to, ne, da ko grejo pa učiti online, ne, takole, tale monitor malo bolj švoh,
da pa morajo biti neki računalniški strokovnjaki oziroma neki tehničarji ali kakorkoli, računalničar. Okay, takole. Multitasking glih mi ne gre. Skratka, tukaj je prvi izziv, ki ga marsikdo vidi, je to, da mora poznati ena, bom rekla, ful zakomplicirana orodja. Zdaj, takole so me naučili narisati kladivo. Tako da orodja, ne, to se pravi, pri nas v našem primeru so to e-orodja. Skratka, prvi izziv je poznavanje e-orodij, ne, v smislu, okay, katera orodja sploh obstajajo, katero orodje izbrati, kako ga uporabljati in tako naprej, ne. Zdaj, dejstvo je, da na svetu oziroma na trgu je za vsako stvar, ki jo želiš izbrati, že samo za recimo whiteboard oziroma belo tablo, če greš vtipkat whiteboard online, dobiš najmanj 10 zadetkov. S tem, da teh 10 zadetkov je, bom rekla, tistih prvih 10 najbolj relevantnih, ne. Skratka, e-orodja, poznavanje e-orodij gre bolj iz principa, bom rekla, iz principa, po principu, ne. To se pravi, poznaš princip delovanja orodja. In enkrat, ko poznaš princip delovanja orodja, je to vse skupaj prenosljivo na katerokoli orodje istega tipa. Tudi enkrat, ko poznaš zadeve, veš, kakšen tip orodja iskati in tako naprej. Skratka, to je prvi izziv, kako na en tak enostaven način hitro obvladati kopico orodij, jih znati izbrati in tako naprej. Drugi izziv, na katerega pa upam, da si pomislil, žal pa je tako, da velikokrat pa marsikdo tega ne pomisli, je pa support. Namreč ne samo, da moramo biti mi dobri kot, bom rekla, samostojni izvajalci oziroma kot izvajalci sami, da moramo obvladati, bom rekla, te veščine, uporabe orodij in tako naprej, ampak moramo pravzaprav znati ta support oziroma držati ta support tudi našim udeležencem. To pomeni, ne, dostikrat je tako v online izobraževanju, da pravzaprav želiš, da neko nalogo naredijo, in jim daš, pač bom rekla, moraš prvo znati pomisliti, kako jim boš dal neka določena, na kakšen način boš to nalogo oziroma ta feedback od njih, pridobil oziroma pač to dokazilo, da so naredili. Po drugi strani jih pa moraš znati tudi voditi v vseh situacijah, ne. Zdaj, lahko je to v živo, to se pravi online v živo, ne vem, v videokonferenčnih sistemih, kako jih boš vodil, da bojo oni znali uporabljati orodja, ne. Ker moraš vedeti, da ti imaš strateško prednost v tem smislu, da si se na to lahko pripravil, oni pa ne, ne. Kar pomeni, da si se mogel ti znotraj tega, ko si se pripravljati toliko dobro, da znaš v bistvu njih v tej sceni tudi voditi. Okej, to se pravi, to smo rekli. To je bil naša druga vloga in naša druga dva izziva. Poglejmo pa še tretjo vlogo. Tretja vloga smo pa rekli, je pa to podjetnik. To se pravi, ko se edu-podjetnik pojavi v vlogi podjetnika. Takole en kovček poslovni, ne, zdaj to ni več v uporabi ali kakorkoli, no. Ampak rekli smo zdaj, tukaj je prvi izziv, ki smo ga že omenili, je, kako se skupaj to prodajati, ne. Zdaj, prodaja, ko si ti enkrat na online, ne, veljajo neka druga pravila, ne. V 90% časa nimaš stika, neposrednega stika z udeleženci, ne. Kar pomeni, je tukaj izziv, kako jim boš predal vsa ta sporočila, kako jih boš dosegel pravzaprav, glede na to, da jih nimaš pred sabo, ne. Tako da to je ta, peti izziv, bi se reklo, in potem naš šesti izziv je pravzaprav, kako vse skupaj upravljati pod eno streho, jaz temu rečem. Namreč, velikokrat se zgodi, ne, pač imaš na eni strani, pač, ko bomo govorili bolj konkretno o teh, prodajnih orodjih, ne, imaš na eni strani orodja email marketinga, pa prodajne strani, pa spletne učilnice, pa pravzaprav že samo spletnih programov ti lahko rata v enem momentu, ena kopica, ne, pa tistih, ki so online, ampak v živo, pa do tistih, ki so vodeni, pa tako naprej. Skratka, izziv je, kako vse skupaj upravljati, ne, kako upravljati to pravzaprav, da bo na en tak lahkoten način. Tukajle bomo pa še dodali, je pa v bistvu marketing in prodaja, ne. To se pravi, to upam, da vemo, da sta dve ločeni zadevi. Skratka, to so tri vloge, torej to je bila tretja vloga, 3 vloge oziroma 6 izzivov. Zdaj pa, bom rekla takole, ne. Smo rekli, imamo vlogo vsebinca,
zdaj bo malo že bolj nakrcano, da gremo hitreje skozi, pa imamo vlogo računalničarja in imamo vlogo biznismena. Torej, največji izziv je to, kako vse to upravljati online. Takole naredila tisti znak za povezavo, oziroma ko smo online, kako pravzaprav to sfacilitirati. In to je tisto, kjer pride upoštev tale naš izraz, facilitacija oziroma facilitiranje. In ker smo v online okolju, govorimo o virtualnem oziroma spletnem oziroma e-facilitiranju. Kako vse to skupaj olajšati, spodbujati, pa ne samo sebi seveda, ampak tudi predvsem v prvi vrsti našim udeležencem, kako sfacilitirati vse te procese, da pravzaprav olajšamo ta proces učenja, izobraževanja, da dejansko naš udeleženec pride do tistega, kar smo rekli, je njegov cilj oziroma rezultat. Torej, o tem pa v naslednjih 9 videih, pardon, v naslednjih 12 videih se torej posvetimo. V prvem videu oziroma v prvih 3 videih se bomo posvetili, to se pravi videa 2 do 3, 4, se bomo posvetili, se bomo posvetili takole, tole bomo prečrtali. V videih 2 do 4, to se pravi 2, 3, 4, se bomo posvetili bolj biznis vidiku, to se pravi upravljanju našega biznisa online v okviru seveda edu podjetništva. Potem se pa v izzivih oziroma v videih 5 do 13, to se pravi v 9 videih, posvetimo spletnemu facilitiranju oziroma tej veščini, bom rekla, spodbujevanja, sodelovanja, motiviranja, komuniciranja, prezentiranja online oziroma ko smo kot edu podjetniki v online svetu.